Dobrodošli spet v oddaji Ambienti. Stanovati pod isto streho skupaj s starši. Nekdo o tem niti slišati noče, nekaterim kaj drugega niti ne preostane. Lahko pa je to tudi zavestna in racionalna odločitev, ki prinese lepo sožitje, prikladno simbiozo in dovolj zasebnosti hkrati. Tukaj imamo primer mlade družine iz Dolenjske, ki si je v klasični hiši staršev zgradila sodobno mansardno stanovanje, ter tako seveda najprej prihranila denar za nakup nepremičnine. Ampak prednosti je še več. Izkoriščanje prazen prostor v veliki družinski hiši, bližina staršev za pomoč pri varstvu otrok pa pride še kako prav. Katja in Blaž sta se pred 6 leti odločila za skupno življenje, pred 3 pa dokončala prenovo mansarde v hiši Blaževih staršev. Vmes sta dobila novega člana družinice, to poletje pa ju čaka še poroka. Odločitev za življenje v hiši Blaževih staršev je, kot pravita, bila predvsem praktična in smiselna odločitev. Razmišljala sem veliko v tej smeri, če malo preračunaš vse finance tudi, nekaj takih hiši nepremičnin je tudi v najnih družinah že kar nekaj starši, najni starši. Potem smo rekla, ok, to pa kar nekaj nanese, zakaj pa bi midva šla v lastno gradnjo. Tako da, ko sem pristala, smo šli v akcijo. V tem načinu življenja, ki ga trenutno živiva, zelo pomagajo. Mogoče, ko bojo pa moji starši starejši, bomo pa tudi midva lažje pomagala in s tem vrnila neko uslugo za to pomoč. Ja, midva pravzaprav veva, v kaj smo se na nek način spustila. Oba podpirava tako medgeneracijsko sobivanje. Te pomoči, ki sva jo deležna, tako veliko, da nama zelo pride prav. Gradnja družinskega gnezdeca v mansardi ni kaj dosti spremenila zunanjega videza hiše. Za prenovo mansarde, kar je med drugim terjalo gradbo prizidka, stopnic, večjega števila strešnih oken, sta se obrnila na prijatelja, arhitekta. Rok, vi ste Blažev prijatelj že nekaj časa. Kako je zdaj bilo sodelovati? A je bilo zaradi tega sigurno malo manj formalno sodelovanje? A je to boljše ali slabše, če delaš za prijatelja? Vsekakor je bilo lažje, ker sem ga poznal že od otroštva. Pri samem oblikovanju sem pač upošteval njegov karakter, kot tudi Katin. Tudi glede na to, da sta pustolovca, rada potujeta, je prostor rad od tega malo bolj dinamičen, kot bi sicer. Streho hiše pri prenovi mansarde ni bilo treba menjati, zato so povsod dodali okna, umestitev katerih pa je bila v določenih prostorih, kot je kopalnica, bolj zahtevna. Za kvaliteto bivanja in prijetno vzdušje v prenovljeni mansardi poskrbi tako kar 9 strešnih oken. Ja, že takoj, ko smo videli stanje še takrat neizkoriščenega podstrešja, je bila ideja, da bi vnesli veliko svetlobe. Tudi ker gre za dokaj nizek kolenčni zid, je tukaj dovod svetlobe kar dosti slab. Samo iz čelne strani, ki pa pač ni zadost za neko ugodno svetlobo. Tukaj nama na pomoč priskočila ekipa z Veluxa in so nama svetovali tudi kaj in kako, kam približno, tako da tukaj so pa oni naredili svojo vlogo. Je kar 9 strešnih oken. Taka strešna okna doprinesejo ne samo svetlobo, ampak tudi funkcionalnost, ker se sama pomivajo, kadar dežuje. Gospo Simono Mehle smo povprašali, kako se lotiti nakupa strešnega okna. Simona, vi vsakodnevno svetujete ljudem okrog strešnih oken. Me zanima, kaj največkrat vprašajo? Stranke v bistvu največkrat začnejo pogovor z vprašanjem, koliko pa stane strešno okno. A res? No, in koliko stane? Ja, odgovor na to ni ravno preprost, saj je cena odvisna od modela, zasteklitve, dimenzije. Strankam pomagamo z nasveti za ureditev prijetne mansarde in ne le katero strešno okno izbrati. Če so strešna okna edina v prostoru, potem morajo biti vgrajena na višini, da oseba v sedečem položaju še vedno vidi ven okolico. Za ostala nadstropja je to precej logično. V mansardah pa so še vedno okna vgrajena previsoko. Takoj se pol pojavi vprašanje tudi načina odpiranja okna. Ročitelj zgoraj omogoča enostavno odpiranje strešnih oken, tudi ko je pod oknom pohištvo, okno pa je še vedno na ustrezni višini. Tukaj imamo primer precej visokega kolenčnega zidu, zaradi tega so okna avtomatsko postavljena precej visoko. Kako v takem primeru svetujete? Tukaj zagotavlja razgled balkonska vrata.
Strešna okna pa so vgrajena kot dodaten vir naravne svetlobe v prostoru, zagotavljajo dobro osvetlitev predvsem dnevne sobe in recimo kuhinje. Le kako bi izgledala tale kuhinja brez strešnega okna? Pri delu za pultom bi dejansko mogli imeti prižgano luč. Po zimi ne želimo imeti energijskih izgub, zato dejansko priporočamo, da se zrači kontrolirano in sicer 2 do 4-krat na dan po nekaj minut. Pri tem je potrebno ustvariti prepih, da se zrak čim hitreje zamenja in tukaj veliko pripomorejo visoko vgrajena okna, saj lahko naredimo efekt dimnika, zato da se zrak hitro zamenja, stene, pohištvo pa se ne ogladijo in nimamo energijskih izgub. Simona, tele nasvete kar tresete iz rokava, ampak če bi vas poklical po telefonu naše podjetje, a bi mi kaj zaračunali za to vrstne nasvete? Ne bi. To vrstna svetovanja so brezplačna. Svetujemo tako po telefonu, kot tudi v našem razstavnem salonu, kjer imamo na ogled tudi različne modele oken, lahko pa se po predhodnem dogovoru tudi oglasimo na dom in svetujemo na domu. Mansarda v velikosti 120 kvadratnih metrov ima 2 spalnici. Kopalnica se nahaja med družabnim in intimnim delom stanovanja. Iz dnevnega in jedilnega prostora, ki sta medsebojno povezana, stopnice vodijo v zgornji del mansarde, kjer je manjši delovni in v prihodnosti tudi bralni kotiček. Stopnice, kot tudi ograjo iz navtične vrvi, je naredil kar Blaž. Kakšno kuhinjo si želi, je Katja vedela že od samega začetka, zato jo je dala narediti po meri. Brez zgornjih polic, brez nape, z velikim funkcionalnim otokom, ki vsebuje veliko predalov in omaric. Ja, zdaj v kuhno pašemo punce, ne? Sicer pri nas so se najprej lotili, kako bi kuhna izgledala 2 moška, pa sem rekla, da bomo to kar zgodbo zaključili, pa bom jaz povedala. Zdaj v kuhinji je ponavadi tako, v kuhno vedno postavijo vse v eno steno, čim bolj izkoriščeno, da ima vse nametati skupaj. Meni pa ravno to ni to, ne. Rada imam svobodo in tudi v kuhinji sem želela to in najbolj moteče je, da ko kuham, da imam nekaj nad sabo. Stena je zaenkrat še prazna, če pa povem, kaj bo gor pisala, vam bo pa gotovo vsem jasno, kaj mi počnemo v kuhinji, no. Napis bo: v naši kuhinji se pleše. Želimo, da je to tudi enosredni prostor, da ni samo ženska tam, ne, tako kot ponavadi je, ampak da je to tudi enosredni prostor, kjer se stvari dogajajo, ne. Velik poudarek pri prenovi, ki je stala okrog 90 000 evrov, je bil na maksimalni izkoriščenosti vsakega kotička prostora. Po 3 letih, kolikor živita v tem prostoru, Blaž in Katja, kot pravita, ne bi ničesar spremenila oziroma naredila drugače. V bistvu zaenkrat kakšne večje pomanjkljivosti nismo ugotovili. Nama vse ponuja, kar rabiva. To pomeni, da bosta z Rokom ostala dobra prijatelja. Ja, absolutno. Torej, v hiši zdaj bivata 2 družini in saj veste, poznamo tisto reklo, da je dobro imeti hišo ali pa vhod tako daleč, da tašča in tast ne morete v copatih priti. Kako je s tem pri vama? Ohranjava neko zasebnost zase. Svoj dom, ja. In neko v bistvu skupno življenje, ne? Tako, ja. In baby servis je zlata vreden, ne? Zelo podpiševa.